V Zdravniški zbornici Slovenije smo v sklopu projekta ustnega zdravja organizirali dan odprtih vrat, v katerega smo povabili vse zobozdravnike, tiste, ki so zaposleni v javnih zavodih, koncesionarje, kot tudi zasebnike. Navodilo naše je bilo, da pravzaprav vsi ti preglede upravljajo prostovoljno izven rednega organizacijskega časa z namenom, da ne bi okrnili rednega dela do pogodbenega partnerja Zavoda za zdravstveno zavarovanje in da bi pravzaprav omogočili pacientom po drugi strani povečan dostop do zobozdravstvenih pregledov. Ključni namen tega je predvsem to, da pacienti, ki niso do sedaj bili dolgo časa v zobozdravstvenih ambulantah, in moram povedati, da danes sem opravil že 6 pregledov, glavni razlog je bil, da ni bil pacient pri zobozdravniku 2-3 leta ali celo več, in so z naše strani dobili navodila, kako se znajdeti v našem javnem zdravstvenem sistemu, katere storitve so za njih pomembne. Zjutraj sem celo napisal recept za pacienta, ki je imel določeno zdravstveno stanje, ki nujno potrebuje zdravila in pač ni bil do sedaj pri zobozdravniku. Tako da v bistvu ozaveščamo paciente na ta način o pomenu ustnega zdravja in probamo jih aktivno usmerjati z našim znanjem tudi v javno mrežo, če je to le mogoče. Se pravi, odziv je kar velik, ne? Ja, drži. Že lani in tudi zdaj, v bistvu, ne? Mislim, da so vsi termini zasedeni, govorimo o preko 500 terminov, tako da dostop je. Res pa, da tudi lansko leto se je želja pokazala še kasneje, tako da so se kolegi tudi še kasneje reorganizirali in omogočili še dodatne termine, tako da pričakujem mogoče, da po današnji akciji se še kaj takega zgodi. Mi prosim poveste te razloge, ne vem, če sem vas preslišala, mogoče se opravičujem, zakaj ne grejo k zobozdravniku? Ga nimajo, je kakšen drug razlog? Ne vem. Po podatkih OECD je najpogostejši razlog za Republiko Slovenijo dolge čakalne vrste. Manjši delež je pa povezan s finančnimi razlogi ali pa z strahom. Ampak to, zdaj lahko ob tem priložnosti povedo, to ni dobro, ne, ustna higiena je zelo pomembna. Drži in pravzaprav ves ta čas zobozdravniki opozarjamo na to problematiko, z deležniki v zdravstvenem sistemu želimo iskati rešitve, kako omogočiti čim širši dostop do vsaj tistih osnovnih zobozdravstvenih storitev, ki jih ljudje nujno potrebujejo. Je potem takem dnevu mogoče, da si kdo tudi dobi novega zobozdravnika, recimo? Vse je v bistvu na strani pacientov. Mi jim povemo, kakšna je v bistvu potreba po zdravljenju, kakšne so lahko posledice, pokažemo jim, kaj je v ustih, jih podučimo. Koncem pregleda dobijo tudi primerne higienske pripomočke, jih podučimo o higieni, tako da v bistvu tudi čim lažje dočakajo, se čim manj zapleti in čim bolj urejenim ustnim zdravjem do tega termina, ko pridejo na vrsto. Nekdo, ki ima polno zavarovanje, se pravi dodatno, osnovno, to ljudi zanima, ko so nas spraševali, naj vas vprašamo, kaj je recimo tisto, kar je potrebno vseeno pri zobozdravniku doplačati? Ja, v tem trenutku se doplačuje nadstandardne storitve, to so storitve, ki niso del košarice obveznega zdravstvenega zavarovanja, se pravi keramične prevleke, bele zalivke, predvsem je to glavnino. Je kakšna groba ocena, koliko ljudi pri nas nima zobozdravnika? Trenutno govorimo o 560 tisoč ljudi, ki je brez osebnega zobozdravnika. Sicer dejstvo je, da ta številka je sicer zaskrbljujoča, vendar sem prepričan, da velik delež teh ljudi upravlja svoje storitve pri verjetno zasebnikih, pa tudi tiste, ki so pa opredeljeni, tudi kombinirajo v bistvu, ker se zavedajo pomena ustnega zdravja z različnimi storitvami v različnih sektorjih. Moram povedati, da načeloma podatki Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ko smo gledali recimo amalgamske zalivke, vemo, da so zelo netočni, zaradi tega, ker Zavod beleži samo amalgamske zalivke, verjetno en velik delež tega je pa tudi belih, ampak jih on administrativno ne more zaznati, ne. Kolegica, še kaj? Mogoče še to, koliko ambulant približno se je danes odločil imeti dan odprtih vrat? 50. Pa kdaj delajo, ste rekli izven časa, kaj to pomeni? Se pravi, pacienti so se lahko naročili preko spletne strani Zdravniške zbornice, kjer je bilo povezavo z našim partnerjem Gospodarja zdravja, ki se je podprl ta naš projekt. Tam so objavljeni vsi termini zobozdravnikov, ki so razporejeni tudi po regijah, tako da jih pacienti lažje poiščejo, navodila, kako morajo biti pripravljeni za ambulanto, kaj prinesti in tako je v bistvu vse objavljeno na spletu.
tudi kakšne posege že izvajali ali to samo pregled in potem navodilo naprej? Načeloma smo štartali s tem, da govorimo o posvetih. Vsak zobozdravnik se je pa seveda presodil, ali je naredil še pregled in konkretno. Jaz danes recimo konkretno sem upravljal celotne preglede in svetoval pač pacientom, vzeli smo si celo dopoldne čas. Danes smo si zagotovili termine na 15 minut, tako da smo si res vzeli čas, da smo se s pacientom vse pogovorili in pogledali v usta.